Je pa avtorstvo zanimiva tema, ne? Zato ker jaz sem zdaj nedavno, pa ne samo avtorstvo, tudi ta princip projektiranja, kaj pomeni, to je ta, bom rekel, jaz temu rečem ljubezenski odnos med gradbeniki in arhitekti, ne? Ki je v Sloveniji pravzaprav zelo specifičen, ne? Ker se v bistvu ta animoziteta začne vzgajati že relativno hitro v zgodnjih letnikih. Pravzaprav je po mojem mnenje, da v bistvu premalo sodelujemo, premalo vemo eni od drugih, premalo poznamo workflow enih in drugih. Recimo dokaz za to je, ne vem, nedavno sem zdaj en projekt delal z doktorjem Skubrom, ki je bil tudi, mislim, da profesor na... Peter, ne? Ja. Peter Skuber. On je bil na faksu, na FGG je bil, na jekleni konstrukcije. Tako je, ne? On je meni lepo razložil v bistvu mogoče ta genesis tega spora, ne? Z arhitekta pomeni projektiranje, da določi obliko, ne? In potem za to obliko, bom rekel, skrbi tekom celega projekta, ne? Če je to dobro nastavljen, potem to zdrži, bom rekel, dizajn zdrži do konca, ne? Dizajn zdrži vse udarce, vse, bom rekel, spremembe, ki nastajajo, ne vem, v primeru portalov, ne vem, zaradi geologije skale, zaradi potrebe prometa, zaradi vseh teh stvari. In če je pač to uspešno postavljeno na začetku, ne, potem je tudi na koncu rezultat še zmeraj približno tak ali pa podoben kot tistem, kar si nastavil, če si prav te dispozicije postavil, ne. In mi se pač borimo, ne, kot arhitekt se boriš za to, da je projekt ali pa da je objekt pravilno umeščen v prostor, da ima neko svojo zgodbo, da so, bom rekel, vidni vsi te inputi, tudi gradbenih konstrukcij, seveda, pač vseh strok. Medtem ko je za pač gradbenega inženirja dizajn ali pa projektiranje pomeni, to mi je Peter lepo razložil, ne, potem ko je koncept sicer nastavljen, v bistvu dizajniranje vseh spojev in vseh teh, bom rekel, prenosov teh glavnih sil skozi konstrukcijo v tla. In tukaj jaz vidim, bom rekel, dovolj manevrskega prostora za avtorstvo vseh strok, ne samo arhitekta, ne. Zdaj, često se pa tle, bom rekel, mešajo se avtorstvo, avtorizacija, pa v bistvu udeležba vseh strok na projektih, ne. Pri tunelskem delu, tuneli so tak specifičen, so projekti tak tekno dolge steze, se pravi, projekt je zasnovan, ne vem, recimo, taki 3 odmevni projekti v Sloveniji, ne, so seveda predor Šentvid, predor Markovec, pa zdaj na koncu predor Karavanke. Vsi nastajajo tako na razponu tam okoli 10 let, ne, od prve skice do potem realizacije. In seveda se v 10 letih se marsikaj zgodi, tudi par vlad se zamenja, pa politik, pa investitorjev, pa na nekaterih projektih se celo vsi akterji zamenjajo, tako da je v bistvu to taka zelo kompleksen proces in arhitektura je tukaj seveda, bom rekel, v 3. ali pa v 4. planu, ne. Težava teh arhitektur je to, da moraš na začetku postaviti neke propozicije, neka izhodišča za to, da znaš utemeljiti to obliko, ki si jo nastavil, ne. In potem, če je prav nastavljena, potem preživi v bistvu teh 10 let in potem pač rezultira v nek objekt, ne. Seveda je frustracija precej velika, ker, bom rekel, se v teh 10 letih marsikaj zgodi. Za mene, jaz pač praktično vseh 20 let ali pa 22 let svojega delovanja se ukvarjam tudi s temi cestnimi objekti. Zdaj, pri teh cestnih objektih je mogoče še nekaj zapovedati, ne. Slovenci smo zelo specifični, ne. Slovenci in bom rekel, slovenska stroka ali pa, bom rekel, inženirji, ki so vpleteni v tunelogradnjo, smo drugačni od vseh ostalih, ne. In je dobro, da se mi tudi tega, bilo bi dobro, da se mi tega zavedamo, ker tujci se tega zavedajo, ne. Ko pridejo, ne vem, študenti ali sodelavci ali pa prijatelji v Slovenijo in pač vidijo te objekte, takoj opazijo, da so te drugačni kot drugje po svetu. Seveda razlog tega je, da so bili arhitekti vedno nekako prisotni v projektiranju le-teh. Zdaj, imamo en kup inženirskih objektov, bom rekel, izpred prve svetovne vojne, kjer je pač to stvar dizajnirala Avstro-Ogrska oziroma vešči inženirji,
pa jim nekako ne dajemo posebne pozornosti, to so razni viadukti, mostovi, trase, železnice, ki so pač, bom rekel, vzorno zdizajnirani. Potem je pa, bom rekel, ta period Jugoslavije, kjer se pač pojavljajo ime, kot so Savin Sever na Karavanškem predoru, pa Petar Gabrijelčič na različnih cestnih objektih. Se pravi, mi imamo neko tradicijo prisotnosti arhitekta na velikih gradbenih infrastrukturnih projektih in to je do danes bila neka posebna kvaliteta tega prostora in jaz upam, da bo tudi naprej. Je pa res, da se moraš zavedati ali pa poznati zgodovino, zato da poznaš svoje prednosti ali pa kvalitete pred ostalimi. Tole ni več uvod, to je zdaj že kar oddaja, zaradi tega, ker to sicer ni bilo v tistih predlogih, o čemer bi se pogovarjali, napisano, ampak se mi zdi, da je tole bolj zanimivo, kot je bilo predviden. Ok, lahko nadaljujem. Ja. Najbolj, to bo zdaj očitno prva oddaja, ko smo najprej dolg uvod naredili, zdaj pa jaz lahko napovem, pač, da je to nova oddaja podcasta BIM Pogovori, ki imamo z Robijem sogovornika. Zdaj, Damjan, zdaj imaš pa priložnost, da se v parih stavkih predstaviš. Da bojo vedeli poslušalci, s kom so se pogovarjali, kdo je govoril zdaj v začetku oddaje. Ok, lepo pozdravljeni, moje ime je Damjan Brodač, jaz sem arhitekt, ki deluje, bom rekel, na polju arhitekture nekje od leta 1998. Takrat sem diplomiral v, bom rekel, prvi skupini diplomantov pri profesorju Vojtehu Ravnikarju. Potem se je pa, bom rekel, po diplomi, ki je, bom rekel, že sama diplomska naloga, bom rekel, presegala neko normalno merilo arhitekturnih nalog. V bistvu jaz sem v sklopu nekega natečaja delal prenovo otoka San Servo v Beneški laguni, za kar sem pol tudi prejel neko študentsko Prešernovo nagrado. In zanimivo, ker pač so danes BIM pogovori, je to, da jaz pravzaprav v študentskih časih nisem uporabljal računalnika. Vse je bilo narejeno pravzaprav na roko, na klasičen način, z mnogimi maketami, rotringi, pausi. In to se je pravzaprav z mojo diplomo končalo. Tisti moment, ko sem pač jaz začel delovati v operativi ali pa v projektivi, sem šel na računalnik in sem pol relativno hitro, bom rekel, zamenjal kar nekaj, jaz mislim, da 10 ali več birojev. Eden med njimi je bil tudi Ljubljanski biro za arhitekturo, to je v bistvu biro Janeza Kobeta, ki je takrat uporabljal Arhicad. In zadeva je taka, da so me posedli za en računalnik, rekli so, da to je Arhicad, ta zadeva dela v 3D, ampak ti boš zadolžen za fasadne pasove in detajle in pač sem pol v nekih 14 dnevih usvojil, bom rekel, osnove in od takrat naprej uporabljam, bom rekel, intenzivno Arhicad kot eno od orodij, katerega uporabljam. Zdaj, orodje se je izkazalo za koristno, ker odgovarja, zdaj pač jaz sem se ogledal tudi par vaših podcastov odprej. Pač arhitekt uporablja, pa jaz uporabljam tisto, kar mi najbolj paše, tisto, kar najbolj odgovarja mojemu workflowu. Kar naprej v bistvu iščem nek optimalen software, ki, bom rekel, najboljše odgovori na ta workflow. Zdaj, v študijskem času sem jaz, recimo, takrat v zadnjem letu tesno sodeloval z profesorjem Ravnikarjem in en od osnovnih principov je bila maketa. In mi smo za nek natečaj, mislim, da je to bila Podotiška cerkev, ki je bila prva nagrajena, pa potem nikoli izvedena. Naredil mislim, da okoli med 30 in 50 delovnih maket in to na razponu, mislim, da 2 mesecev ali pa 1 meseca pa pol. Tako da v resnici sem delal, ne vem, po 2 ali pa 3 maketi na dan. To je pač, bom rekel, to je nek workflow, ki je bil meni potreben in ki je, recimo, v mojem tem procesu in, bom rekel, po zaključku diplome sem pač relativno hitro videl, da v bistvu to 3D modeliranje pravzaprav kar dobro nadomesti to delo z maketami. Je pa res, da če jaz prej ne bi delal z maketami tako intenzivno, verjetno bi tudi to pol vplivalo na moj workflow v teh digitalnih ali pa v tej digitalni opremi. Da te malo prekinem, ker zdaj si že toliko enih stvari napovedal, oziroma povedal,
Da v bistvu sploh ne vem, kje naj te začnem najprej šrafati. V bistvu najprej, ko si začel o Rotringih, pa o Pausu govoriti in tako naprej, sem rekel, da treba najprej slovarček narediti za vse te mlade poslušalce podcasta, ki sploh ne vejo, kaj to je. Ne? Tako da, no, pa si še maketo omenjal. To je bilo nekako, pa mogoče ne veš, ampak jaz sem šel tudi sprejemcem delati na arhitekturo, ne? Ni mi radil. Pa sem hvaležen temu, ne? Da so mi dali vedeti, da v bistvu ti nisi za arhitekta. Na koncu me zmeraj fasciniralo to skoraj že obsedeno s temi maketami. Dej povej, kako to sploh gre. No? To me res zanima. Da se sekirati, tudi jaz, ko sem prvič prišel na arhitekturo, tudi meni si rekel, da jaz nisem ta prav za arhitekta. Šola za arhitekturo je pač namreč, ne vem, ima neko svojo specifiko. Vsaj takrat je imela, ko sem jaz bil tam. Jaz sem bil tega sicer malo vajen, ker sem po srednješolski izobrazbi strojni tehnik. In sem bil navajen na ta princip mučenja, torture in vojašnice. Ne? To pomeni, da ti 4 leta nekdo dopoveduje tako malo drill sergeant workflow, kjer testirajo tvojo odločnost, a si isto pravega testa ali nisi. Šola za arhitekturo je takrat bila, ko sem jaz začel hoditi, točno tako narejena, se pravi, da je v bistvu te poskušajo odvrniti vsa 4 leta od tega, da bi postal arhitekt, ne? In pač, če daš to iniciacijo skozi, potem že nekaj moraš imeti, da vse to zdržiš in pač potem se začnejo zadeve v višjih letnikih, 3., 4. letniku potem odpirati, pa prikazovati mogoče drugače. Zdaj, Rotringi pa makete, v bistvu gre za miselni proces, ne? Kenneth Frampton je pač en od znanih ali pa bolj izpostavljenih arhitekturnih kritikov in na nekem svojem predavanju večkrat poudaril, da pač arhitektom, da je treba delati z rokami. Ne? S tem je mislil, da pravzaprav, ko ti narediš maketo, ne, ko narediš nekaj, pol lahko s tem, bom rekel, to je orodje za diskusijo. Ne? Recimo profesor Ravnikar je na nekih mojih prvih korektura, ki sem jih imel z njim, je rekel, ok, zdaj naredite nek urbanizem tam za Nove Poljane in je na prve korekture, bom rekel, takrat ne bilo 8 študentov v tej prvi skupini. Mislim, da sta 2 prinesla neko maketo na naslednje korekture, no in takrat on je rekel eno veliko resnico, je rekel, lejte, tudi če naredite za nič maketo, je boljš, kot da ne naredite nobene, ker če naredite maketo, ne, pač lahko o tem na naslednjih korekturah pogovarjamo. To je poanta tega. Ne. Zdaj, BIM, pa 3D projektiranje, pa vse to, kar zraven spada, je pač orodje. Ne. To je, jaz imam neko predavanje na temo BIM-a iz leta 2004, ki so me prosili interno v neki firmi in sem pač točno to paralelo dal. Na enem slajdu so bili trikotniki, pa Rotringi, pa 3-robno merilo, na drugi strani je bil pa pač nek 3D model. Ne. Zdaj, mogoče za neko ilustracijo je meni ta debata pravzaprav smešna. Jaz imam sorodnika, strica, ki je bil pomemben, ali pa recimo pomemben inženir v BMW-ju. On je skrbel, zdaj že v pokoju, ampak nekoč je skrbel za serijo 3. Se pravi, mislim, da za zadnjo os, dovod goriva pa tank. Za serijo 3 in je takrat, ko sem jaz, mislim, da leta 95, še preden sem diplomiral, šel na neko potovanje v Ameriko, sem se ustavil pri njemu in me je peljal v BMW, to svojo projektno skupino in pravzaprav sem leta 95 že videl vse tisto, kar danes vidimo, ali pa šele danes vidimo v arhitekturi in gradbeništvu. Sprav, vse so že imeli, to je šibalo na nekih silikonih, pa na nekih IBM-ih, te kroglične miške, bom rekel, nadebudni inženirji, ki vrtijo modelčke avtomobilov, vse te stvari, ki so. Tako da v bistvu je to tehnologija. Ne? Se strinjam, ja, da mi šele zdaj to vidimo, pa kar je meni mogoče najbolj žalostno, če že ravno Rotringe pa modele pa to omenjamo, je pa to, da kot vidim pri študentih danes pa nimajo v bistvu nobene prostorske predstave, čeprav je zdaj vse v 3D. Ne vem, to iz 2D predstaviti v 3D, to jim je velik problem, da bi pa model si znali predstavljati tako v živo, plastično, to pa sploh ne.
Pa me zanima, a arhitekti date kaj več te šole skozi? Ker zdaj se mi tudi zdi, da če dalje bolj se projektira direktno v 3D in v bistvu ta prostorska predstava se če dalje bolj izgublja. Zdaj to je, bom rekel, stvar debate. Ne. Zdaj pred kratkim sem jaz gledal en dokumentarc od Zahe Hadid, en ta zadnjih, kjer so jo, bom rekel, govorci ravno tako sprašvali. Ne. Zaha Hadid, seveda vsi poznamo to ime, je, bom rekel, velik del svoje kariere, ne, začetni del, zdaj pač ne vem, pamet bom rekel, nekaj 10 ali več let, pravzaprav producirala samo teoretične stvari in slike. Ni bilo izvedb, ne, do tiste prve gasilske postaje v Vitri in so njo vprašali, v bistvu, ker danes pač vemo, kako izgleda biro od Zahe Hadid, bom rekel, ni tega, ni risanja, ni tega, pač vse je digitalizirano. Vse se z nekimi skripti, z nekimi algoritmi. Zelo je, bom rekel, eksperimentalno in so njo vprašali, kaj si v tem mislili. In je rekla, dajte, to je pač pot, ki jo da vsak skozi. Pač normalno, da jaz ne morem pričakovati, bom rekel, isti workflow od študentov, ki sem ga jaz dala skozi. Pač, ampak, bom rekel, ti si to pot zapomniš in jo nekako integriraš pač to v svoj workflow in pač te to dela, bom rekel, takega, kakršen si. Ne moreš zdaj zavrteti tak, bom rekel, kolo napredka, ne moreš zavrteti nazaj. Bi pa v odgovor pač povedal še eno stvar, pač najbolj zgodovinsko, najbolj uspešna šola arhitekturna, ne, ali pa ena najbolj vplivnih šol je pač seveda bila Bauhaus. Bauhaus je bil drugačen od ostalih šol. Zakaj? Zaradi tega, ker so imeli praktični oddelek. Ne. To pomeni, da so vsi študenti pravzaprav fizično sodelovali z obrtniki in dejansko producirali stvari, tako imamo recimo, ne vem, en cel nabor tkanin, imeli so svojo tkalnico, imeli so svojo keramično delavnico. Zato imamo recimo še zmeraj danes Gropius obešalce. Gropius je pač bil nek pomemben arhitekt, ali pa mogoče en najpomembnejših, ne, ker je pač bil tudi en od začetnikov Bauhausove šole. In on je insistiral na tem, da morajo študenti tudi fizično v bistvu delati, se pravi, sodelovati v procesu, pogovarjati se z obrtniki, spoznavati materiale, iti do maksimuma, se pravi, do tistega roba nosilnosti materiala. Ne. Zato so pač vsi te izdelki tako, bom rekel, dovršeni. Da je to bilo odlično, pač ni nobenega dvoma. Danes pravzaprav, bom rekel, ta glavni dizajner od Browna, pa potem posledično do Applovih dizajnov pač vodijo vsi pravzaprav do Bauhausa. Ne. Razmišljam zraven, v bistvu zaradi tega, ker sem pač, ko se pogovarjaš z majčkeno starejšimi inženirji, ne, se mi zdi, da je ravno to pomanjkljivo, če smo zdaj recimo pri novodobnih študentih, ne, da enostavno ni več tega znanja prisotnega o samih materialih, o samih izvedbah. In se mi zdi, da na koncu je to spet tista, ne, tako kot približno tista arhitektura ali pa tvoja strojna srednja šola, kjer tisti, ki jih to res zanima, v bistvu naredijo teh par korakov več in se potrudijo spoznati tudi materiale in procese izdelave in tako naprej. Drugi pa pač ostanejo nekje na pol poti. Ne. In je tle potem razlika med tistimi, ki so priznani, kvalitetni in tudi njihov dizajn je v bistvu tak, ki zdrži vse tiste preizkuse, ki si jih prej omenjal, do tistih, jasno, ki v bistvu morda delajo predvsem z očmi, ne, pa v bistvu sam dizajn enostavno ne pije vode in ne vzdrži nekih fizikalnih preizkusov. Ne. Ja, zdaj pač tema današnjega razgovora je BIM, pa pač tehnologija. Ne. Jaz mislim, dosti često gledam te, bom rekel, predavanja, simpozije, vse to, kar se dogaja. Recimo tisto, kar mene ne moti, ampak tisto, kar opažam, je to, da, bom rekel, dosti nekritično, pa vse to ni samo, bom rekel, ko se reče, slabost stroke, ampak tudi politike. Ne. Mi pač radi gledamo k sosedu, ne. Pa dosti bom rekel, nekritično uvajamo neke stvari, ki prihajajo do zunaj, brez da bi le te v celoti razumeli. Pač mi nikoli, verjetno kot Slovenija, ali pa kot slovensko gospodarstvo, ali pa kot slovensko gradbeništvo, nikoli ne bomo
mogli v celoti implementirati tistega, kar delajo recimo Nemci, ali pa niti ne tistega, kar delajo Avstrijci, ker so pač toliko močnejše gospodarstvo. Zdaj, nekritično prepisovati od vseh teh se mi zdi v bistvu, bom rekel, mogoče malo nepremišljeno. In si delim mnenje Davida Lozeja, ki ste ga imeli tudi v podcastu, da v bistvu te zadeve morajo biti odprte. Odprte zato, namreč zakaj je to pomembno za arhitekta. Arhitekti smo pač, bom rekel, tudi en vaš profesor z faksa, Lapajne, pokojni, tega že dolgo, kar je že kar precej časa, odkar je on bil profesor na gradbeni fakulteti, je menda nekoč rekel, arhitekti slovenski ste tako kot Emmentaler, ne? Ful ste dobri, ne? Ful ste okusni, pametni, super ste, ne? Ampak luknje v znanju imate pa velike. Ne? Tega pa nisem še slišal. Ja, to so taki, ki reči. Ta je pa zelo huda. Ne, pa ki smo že pri vicu, ne? Jaz mislim, da je humor ena od tistih tem, ki nas dobro pele skozi celo, to bom med vic povedal, ne. Imate predavalnico, ki je polna arhitektov, ne. In sred predavanja, bom rekel, luč ugasne, crkne žarenca in pride dolg časa se nič ne zgodi, pol pa pride vzdrževalec pa zamenja to žarenco in se potem seveda vse zbrano občinstvo, bom rekel, razburka, ne. In vsak komentira, in veste, kaj je bil najbolj čest komentar arhitektov prisotnih. Večina jih je rekel, jaz bi to naredil boljše. Zdaj, gradbeniki se spolj zmeri seveda hahljajo, ne, ker jaz to povem, ampak v resnici je neka, bom rekel, genetska struktura tega workflowa arhitekta. Arhitekt je pravzaprav kodiran za to, da poskuša, ne, da naredi veliko število iteracij, veliko maket, veliko preizkusov, veliko enega dela, preden to narediš in ti moraš biti nekako prepričan, da lahko narediš boljše, če ne bi bilo napredka. Tako da to je del resnice, jaz mislim, da se moraš tudi biti malo sposoben smejati na svoj lasten račun, v tem primeru arhitektov. Ne. Je pa zanimivo, ne? Jaz ne vem, od kje je študent to, ampak neko arhitekt, gradbenik, v bistvu to razmerje, ne? Tako kot si prej omenil, ni glih nek vzor dobrega sodelovanja tukaj v Sloveniji. Ne? To se mi zdi, da te študenti že na faks s tem pridejo. Ni tako, da se jim to usedi, da to potem na faksu spoznajo ali pa da se tle priučijo tega razmišljanja napačnega, recimo. Ne? Ali je v družbi taki ta? To sem jaz tudi hotel komentirati, da v bistvu učim prve letnike in v prvem semestru mi že študenti s takimi ven hodijo. Ne? Pa jaz sprašujem, kdo jim je to rekel. Ja, to se pa ve. Tako da, ko je bilo prej tako, da rečem, da se, ne vem, a bo to pol prišel v oddajo ali ne, ampak da se arhitekti pa gradbeniki ne marajo. Ne? Pa ne vem, mislim, to je neka fama, ko se že ful dolgo okrog potika, ampak ne vem pa, kako osnovama. No, jaz saj vem, da pri tistih predmetih, ko sem jaz zraven, se tega definitivno ne uči. Je pa smešen, ja, tisti, ja. Jaz bi to naredil boljše, to je zmeri tako, ja. Me zanima, kaj bi rekli gradbeniki. Jaz mislim, da je v bistvu to tako kot podobno, kot so bili prej debata z Rotringi, da je odgovor v tem leži v zgodovini, ne? V naši zgodovini. Ne? Mi vsi poznamo, vemo, da sta dva neka taka principa, ne? Nek anglosaksonski princip vloge arhitekta, kjer, bom rekel, je arhitekt tisti prvi kontakt z investitorjem, ki vodi tudi investicijo in je kak garant, da bo naročnik potem na koncu dobil dober proizvod. In pogosto trasirajo denar preko arhitekta. Ne? To pomeni, zdaj kolegi, ki imajo mednarodne prakse, to tudi potrjujejo, recimo v Franciji je celo arhitekt tisti, ki, bom rekel, potrjuje fakture, ne, pod izvajalcem. Nemški način je malo drugačen. Ne? Nemci so pogruntali, da pač je, če je arhitekt prisoten na gradbišču, to pol pomeni povečanje stroškov, ne? In so pač naredili tak, bom rekel, princip, da arhitekt naredi projekt, potem ga pa hoče, bom rekel, odstraniti iz gradbišča. Seveda pri velikih arhitektih to ne funkcionira, ne? Zato in tudi pri velikih arhitekturah to ne funkcionira. Ne? Vsi vemo, da
ne vem, Calatrava ali pa Zaha Hadid ali pa ne vem, Siza ali pa pač vsi te veliki arhitekti pravzaprav to dodano vrednost potem. Dodana vrednost je ravno v tem, da ta izdelek ni narejen za 5 ali pa 10 let, ampak je ta objekt še zmeraj ponekod celo ikoničen, ne? Tako kot je pač recimo muzej v Bilbao, ki je v bistvu celo regijo dvignil in je, bom rekel, tisti vložek zanemarljiv, ne? Koliko je benefitov prinesel ta muzej v Bilbao celi regiji. Potem so pa drugi infrastrukturni projekti, ne? Mi imamo recimo, ne vem, zgodovinski ureditev vodnih poti Loare, recimo, ne? So vložili blazne denarje za to, da je bilo to plovno in potem še danes pravzaprav neko gospodarstvo potem črpa benefite iz tega, ne? Sicer to zdaj niso več gospodarske poti, ampak so turistične, mogoče še bolj pomembne in potem neka taka infrastruktura nosi plus še dolg časa. Ravno sem hotel samo dodati, v bistvu, da se mi zdi, da v Sloveniji manjka recimo te drznosti ali pa v bistvu takšnih objektov, ki bi dejansko bili v ponos Sloveniji na koncu koncev. Ja, ampak vse to je tako, ne? Mi smo, zdaj ena paralela je med nami, ne, med Sloveniji, kako Slovenci izgledamo, ne? To je, jaz dosti često uporabljam to Martina Krpana, ne? To smo tipični Slovenci, ne? Martin Krpan reši cesarstvo ljutega Turka, ne, mu odrobi glavo, mu vse zrihta, tisto, kar, bom rekel, cesar ni mogel, verjetno Avstro-Ogrski, ne, in potem mu cesar reče, no, zdaj si pa ti izber, kaj hočeš, hčerko, denar, slavo, ne, in pač Martin Krpan pravi, ne, jaz bi sam rad legalno švercev sol, ne. To je recimo, mi smo tako kot eni hobiti, ne, iz Lord of the Rings. Mi smo premajhni, da bi koga zares, da bi nekomu bil grožnja, ne, pa glih prav veliki, da smo povsod zraven, ne. Jaz mislim, da je treba redefinirati ta slovenski ponos, ne, tako da recimo, ne vem, to ni res, da ne obstaja, ne. Recimo predor Šentvid in, bom rekel, tista priključna galerija je bila v enem trenutku največje gradbišče v Evropi takrat, ne, ko se je izvajalo, mislim, da so bile vse vrtalne garniture, ki so bile v radiju, ne vem koliko, 500.000 kilometrov, so bile tle, ker pač so delali istočasno predore, se pravi 2 iz vsakih strani, pa še potem priključne rampe. Pa je takrat zaradi politike so pač to zgodbo o uspehu predstavili kot zgodbo o neuspehu, ne. Potem imamo Črnokalski viadukt, ki je tudi, bom rekel, neka taka zadeva. Slovenci bi se mogli tudi naučiti, da je Slovenija bila tudi tisto, kar je narejeno pred Slovenijo, ne? Se pravi, ne vem, imamo en kup teh avstro-ogrskih objektov, imamo železnico, železniško infrastrukturo, borovniški viadukt, en kup enih, bom rekel, takih spečih trnulčic, potem mostovi na Soškem, ne? Ki so, bom rekel, ikonični, ne? Ki se pojavljajo v turističnih destinacijah, pa jih nekako mi ne znamo izkoristiti, ne? Tako da ja, jaz mislim, da Slovenci smo posebni, nikoli ne bomo neko gospodarstvo tipa neko nemškega gospodarstva in zato je tudi po moje treba vse, kar delamo, prilagoditi na to naše merilo in mogoče ne toliko kopirati tistega, kar delajo drugi. Mislim pa, da imamo več kot dovolj materiala za graditev nacionalnega ponosa. A lahko jaz še eno famo o arhitektih poskušam razbliniti, zdaj, če bi mi lahko pomagala vidva. Pri enem predmetu na fakulteti imamo tudi študenta arhitektura, ne? In zdaj, če že ravno govorimo o BIM-u, pa da se vse dela v 3D, pa to bi pač zdelil eno izkušnjo izpred, mislim, da zdaj 2 let, ko so študenti poslali predloge, kao BIM predloge, ne? Na katerih bo v tem gradbeniki delali. In tiste BIM predloge niso bile BIM predloge, ampak je bilo v bistvu vse zrisane s črtami znotraj enega, ne vem, mislim, enik je bilo z Allplanom, nekaj je bilo z Archicadom. To je bila ena stvar. Druga stvar, to mi je vedno zmagovalno, to vedno povem. Bil je narisan detajl v AutoCadu v 3D, ampak je bil v 2D modelnem prostoru, je bil v 3D perspektivi narisan. Mislim, jaz se tega ne bi za živo glavo lotil, bi šel raje v 3D narisati, pa samo pogled pokazati, tam je pa dejansko pogled v perspektivi narisan, ne.
Tako da, mislim, moje vprašanje je to, no. In pa še nekaj, kar velja pač na tistem predmetu, kaj pravijo arhitekti, je to, da so popolnoma nezanesljivi, kar se časovno tiče, ne. Zdaj pa mene zanima, kaj od tega res drži, kaj je pa samo nesreča bila, no. To je spet neka zgodovinska zadeva, ne, ki je treba malo širše, če mi dovolite, ne, bom pač malo širše razložil. Vi imate več arhitekturnih šol, ne, različni tipi arhitekturnih šol. Recimo, graška arhitekturna šola je zelo tehnična, ne, in je, bom rekel, na tehniki poudarek, ne. Ljubljanska šola je specifična in je bolj umetniška, ne. Zakaj je umetniška? Zaradi tega, ker je Plečnik pravzaprav seveda najprej ustanovil Vurnik in potem je kot, bom rekel, pomemben arhitekt z mednarodnim slovesom, ga je Vurnik pol povabil, bom rekel, na fakulteto in tukaj se je potem vzpostavil nek tak, bom rekel, črno-beli svet, ne. Menda legenda pravi, da v enem nadstropju so bili Vurnikovi študenti, v drugem Plečnikovi, eni so se oblačili v belo, drugi so se oblačili v črno. Obem je pa v tistem času pač, bom rekel, bil poudarek na tem obrtniškem znanju, se pravi na tem risanju, na umetniškem delu, se pravi na razvijanju konceptov, ne toliko na tehničnem znanju, ne. In to se pač nekako, bom rekel, vleče do danes, čeprav pač danes vidimo velike spremembe, ne, tudi jaz jih vidim na fakulteti, kjer pač posamezni profesorji, ki imajo uspešne mednarodne prakse, potem uvajajo vse te stvari, ki so tudi, bom rekel, razmišljanje o materialih, kontakt z materiali, vse te stvari, ki sodijo pač zraven, vendar pač neko smer ti zelo težko pol popraviš, ne. Jaz sem imel to srečo, da sem pač to tehnično znanje kompenziral s to srednješolsko izobrazbo. In pač je to stvar vsakega arhitekta posebej, koliko je, bom rekel, angažiran. Tudi jaz sem bil često, ne, bom rekel, ta isti moj mentor, Vojteh Ravnikar, takrat, ko smo začeli delati, ko sem jaz bil pri njemu, ne, on se nekako imel neko verzijo do teh računalnikov, ker je vse funkcioniralo na ročni skici. In pač njegov workflow, njegov pač osebni workflow je bil tak, da je govoril skozi skico, ne. Jaz recimo, ne vem, zdaj 20 let kasneje, ne, pač skico uporabljam pač seveda kot neko orodje, ampak lahko povem, ne, pač in jaz tudi nisem edini, kar nekaj takih, bom rekel, kolegov z mojega letnika podobno funkcionira. Jaz pač, bom rekel, skiciram malo, pa tudi makete delam malo, ker jih ne rabim. Jaz sem pač tisto kritično količino maket naredil, ne, jaz lahko maketo naredim kadarkoli, ker pač je, bom rekel, te kilometri, število maket je že pri meni naredil nek miselni proces in lahko pač pol to naredim hitreje v 3D-ju. Zdaj, kako se bojo bodoče generacije, rekel, na to temo maket obnašali, ne vem, ampak verjetno bojo profesorji že, ali pa so že detektirali te probleme in pač prilagodili študij tako, da bojo arhitekti boljši v prihodnosti. Kako bo pa to potem vpliva na ta workflow v BIM-u? Zdaj, kar smo zdaj slišali, ne, je to, da je še vedno ta averzija do računalnikov ali pa recimo, da je na nek način vcepljena potem arhitektom, ne, tudi skozi vse te makete, pa to jim v bistvu jih prevzgojijo na neki drug način. Ampak pa če pa gledamo na ta BIM proces kot nekaj integralnega, kako pa potem vloga arhitekta sam noter paše? Dejansko me zanima, ne, kakor tudi sam slišim, pa to se še zdaj v zadnjem času vpeljuje tudi BIM orodja v učni proces, prej je to bolj tako odvisno od samih študentov, ne. Ampak če pa gledam zdaj kot na cel ta workflow kot nekaj integralnega, moraš v bistvu vsa orodja poznati, da potem veš, v kaj boš vložil svojo energijo, ne. Mislim, zato sprašujem, no, kje so zdaj arhitekti danes mogoče, no? Bom tako odgovoril. Dajmo vzeti primer Šentvida ali pa Markovca, ne. Arhitekt ima pred sabo prazen papir, ne, ali pa neko projektno nalogo, ne. V primeru Markovca je bila naloga recimo naslednja. Treba je bilo umestiti portalno območje v neko cestno infrastrukturo, ki pa je obenem tudi izpostavljena z mestne vedute. In zdaj pač ti narediš neko prvo skico. To je delo arhitekta, ne. Delo arhitekta je, da v bistvu naredi analizo lokacije, konfiguracijo terena, posname vse tisto, kar se da in pač začne
postavljati objekt v prostor. To je delo arhitekta. Ne? Bo rekel, BIM, pa vse to, kar sledi, so orodja, s katerimi ti v bistvu izvajaš te procese. Ne? Arhitekt je tisti, ki prvo črto potegne, ne na vseh projektih, ne? Pa tudi često narobe. Ne? Recimo, ko sem jaz začel delati, ne vem, Šentvid, je moj portal na začetku imel 60 cm ploščo, ne? Na koncu je imel 80 cm ploščo, ker so me gradbeniki šolali, da je tam 15-metrski razpon, pa da ne bo šlo. Ampak še zmeraj je bila plošča, ne? Še zmeraj je pač ta osnovna ideja iz začetka ostala. Zdaj, nedavno, v bistvu na neki BIM konferenci sva si delila podij z Markom Dabrovičem, ne? To je pač, on je en od partnerjev 3LHD, to je nek, bom rekel, zdaj že precej velik in zelo uspešen biro hrvaški, ki se ukvarja tudi s hotelsko gradnjo. Mislim, da so lansko leto ali pa letošnjo leto dobili neko veliko nagrado za ta park hotel v Rovinju. No, in sva si delila podij skupaj in recimo so predstavljali njegovi strojniki tudi na tem panelu workflow in recimo to je bil nek vibranten tim, star med 25 in 35 let. Ne? Jaz sem ga vprašal, v bistvu je bilo eno vprašanje, kako ste začeli to uporabljati, in je rekel, najprej smo bili malo nesigurni, potem smo šli pa na YouTube, kjer je tako vse in smo praktično v enem mesecu, rekel, kot gova, poabsorbirali vse, kar je na YouTubu, in smo naredili ta prvi BIM projekt. Ne? To je recimo nek tak prav vibranten pristop. Ne? Recimo ena od stvari, ki mi je Marko tudi povedal, ki je dosti često v Sloveniji nekaj sprašuje, ja, BIM uporabljaš, pa je to rekel, velika poraba ur, pa koliko je to pol na projektu več. In je pač lepo odgovoril, tisti, ki uporablja BIM, uporablja BIM. In to je pač tudi, bom rekel, moj odgovor, jaz delim to mnenje z njim. Jaz mislim, da BIM uporabljam že 20 let, ne? Ali pa del BIM-a. Ne? En majčken fragment BIM-a, zdaj kreiranje propertijev, pa se pravi lastnosti, ki jih lepimo na posamezne elemente znotraj modela, pa kako morajo ti modeli biti, pa kaj mora noter pisati. To je pa po moje stvar standardov, ne, ki jih pa pri nas nimamo. Ampak še zmeraj to ne more biti odgovor, da ne moramo biti ali pa da nočemo biti kreativni. Ne. Moja izkušnja je taka, da je v Sloveniji ogromno izjemnih, mladih, vibrantnih, sposobnih inženirjev, ki so pripravljeni v to grizniti in tudi grizejo. Ne. Žal pa je, da v tem BIM communityju se noben ne potrudi, pa te mlade ljudi zbrska ven, pa jih potegne ven iz, bom rekel, iz teh inkubatorjev in pa iz teh bablov. Ne. Tako da, ko se bo to začelo dogajati, bo po mojem tudi ta BIM hitreje krenil v Sloveniji. Bom tako rekel, zdaj ne vem, sploh delim to mnenje, da se BIM dogaja počasi v Sloveniji, morda res, ampak se mi zdi, da je to, kar se počasi dogaja, to recimo neka zakonodajna podpora temu. Tem, ko jaz mislim, da je vsak toliko sposoben inženir, arhitekt ali kakorkoli, mu najbrž ne pride danes na pamet, da bi nekaj delo na papir ali pa, ne vem, po starem, ne po BIM-ovsko. Zdaj, ali je to, mislim, zdaj spet lahko debatiramo, kaj je BIM, kaj ni BIM, pa kakšen je ta proces in gor in dol. Ne? Ampak verjetno je malo kdo, ki bi rekel, ok, jaz pa tega ne bom uporabljal. Ne? Ja, jaz bi to tako odgovoril. Ne? Jaz poskušam na vseh projektih, pač jaz vem, kakšne so prednosti BIM-a in poskušam vse projektante, govorim zdaj, rekel, okoli, to bo support na projektu, ne? Ali pa bom rekel, ko je enkrat model narejen, če sem jaz kot arhitekt že naredil to, bom rekel, škatlo, ne? Ta oboj. Namreč pri arhitekturi je neka težava. Ne? Zdaj, v tej BIM diskusiji, ok, rečeš tako, plošče so stvar gradbenika, stebri so stvar gradbenika, strešna konstrukcija je stvar gradbenika. Zunanja ureditev je tudi stvar gradbenika, ki dela zunanjo ureditev, strojne inštalacije so stvar strojnika, električar, inštalacija in se seveda postavlja legitimno vprašanje, če gremo čisto matematično, koliko teh elementov je sploh arhitekturnih. In ugotovimo, da so arhitekturne zadeve so obloge,
Potem letvice okrasne, potem spuščeni stropovi, ne? Svetila. Svetila, ne? In če tako gledaš, tako bom rekel separatno, ne? Tako, ali pa dajmo temu reči analogno, ne? Potem arhitekture ni, ne? In v bistvu mi smo v Sloveniji zdaj v tej fazi, ne? Ker pač, ko daš to v eno tabelico, ne? In pač, če arhitekta ni zraven, ne? Pač potem rečeš, ok, kaj pa pol to rabimo, saj ne rabimo arhitekturo, ne? In se to zdaj v Sloveniji malo dogaja, ne? Dogaja se pa zaradi tega, ker arhitekti, ne, pač gledamo vse te diskusije, pa te dolge Excelove tabele, pa BEPE, pa vse te dokumente, pa celo to mašinerijo ljudi, ki pač je tle vpletenih. In ugotavljamo, da pravzaprav to ne prispeva bistveno k kreativnosti, ne. Zato, ker mi večino dela opravimo v tej začetni fazi, ne, ko objekt umeščamo v prostor. In tukaj je tudi ta spor, po moje, gradbenikov in arhitektov, ne. Tle leži v bistvu ta zgodba, zaradi tega, ker pač se mi zdi, da recimo inženirski princip, se pravi klasičen inženir, strojnik, električar, naredi produkt, ga kvantificira in ga pač nekako ovrednoti in ga zaračuna, ne. Tako. Arhitekt pa to zgleda malo drugače, ne, ker smo malo umetniki in imamo to težavo, ne. Tudi jaz sem jo imel, ne, ali pa še zmeraj imam, da se radi podpišemo na svoje delo, ne. Zato, ker zavedati se je treba, da pač do poslov velikih, ne, je tudi težko priti. In nekako govorimo o dveh različnih stvareh, ne. Mogoče arhitekti govorimo bolj o časti, ne, pa o tem, da se lahko podpišeš, ne. Bom rekel, ostali del govori pa o denarju in pravzaprav se pogovarjamo o hruškah in jabolkih, ne. To sta dve različni zgodbi. Zdaj na začetku sem tisto zgodovino, ne, anglosaksonski del pa nemški del, ne. Slovenija je specifična, ne. Zakaj? Zato, ker mi se moramo zavedati, da v bistvu po 45. letu, ne, bom rekel, je inštitut arhitekta ni bil zaželen, ne, zato, ker je bilo vezano na osebo, se pravi na posameznika. In to ni bilo, bom rekel, v skladu z, zdaj bom uporabljal en termin, ne, stekovina bratstva in jedinstva, ne. Zdaj kažeš tvojo letnico skoraj že. Ne, jaz sem, mislim, morate vedeti, ne, jaz sem v bistvu neka taka čudna generacija, ne. V bistvu zakaj čudna? Zaradi tega, ker v bistvu smo nekako na prekretnicah, ne. Jaz sem začel z usmerjenim izobraževanjem, ne. Čakaj, prosti, kaj te bom vprašal, pa kjer letnik si? Jaz sem 70-letnik. No, jaz sem pa 1 leto starejši. Evo, tako da smo tudi glih otroci usmerjenega izobraževanja. Tako, ne, ampak mi smo v enem ciklu doživeli, bom rekel, nek nov format, ki je propadel, ne. Potem začeli smo študij v eni državi, pa končali v drugi državi, ne. Recimo, jaz imam en primer sošolke, to je taka hecna anekdota, ki je bila, mislim, da pred osamosvojitvijo so se za pusta oblekli v pionirčke in so končali pri ravnatelju. Potem so pa naslednjo leto, oziroma ko je bila že Slovenija, so se spet oblekli v pionirčke in so spet končali pri ravnatelju. Ne, to je v bistvu ta, bom jaz rekel, cinična generacija, ne. Zdaj, zakaj sem začel govoriti o tem? Zaradi tega, ker je po letu 1945 se je v bistvu, rekel, jeziček ali pa moč obnove povojne Jugoslavije in s tem tudi Slovenije prenesla na gradbena podjetja, ne. In je ta nomenklatura pravzaprav funkcionirala do te zadnje krize, tam, ne vem, 2009, 2010, ko so pač te slovenski gradbinci potonali, ne. Ampak, bom rekel, mi imamo nek prostorski presedan, ne. To nikjer ni v Španiji, Nemčija, nikjer nimate, da recimo, da je na objektu tablica, pa piše gor SCT ali pa Pionir Novo mesto, ne. Tega ni nikjer v Evropi bilo. Eventualno je bilo, recimo, če boste pozorni, ko boste šli na ljubljanski Nebotičnik, ne, boste videli, da so se veliki znani, taki renomirani arhitekti, kot je bil Vladimir Šubic, ne, pač pol podpisali na projekt. In imate zato na Nebotičniku gor, arhitekti so takrat napisali Fecit, Vladimir Šubic, ne. A res? Veš, da to pa sploh nisem opazil.
Ja, to so te zgodovinske stvari. Ne? In recimo Vladimir Šubic je neka tragična oseba, ne? Ki je, se jaz ne poznam, to je bolj, bom rekel, detajle, ne? Jaz lahko zdaj sam povem, pač on je bil arhitekt, ki je bil uspešen, ki je bil ta ameriški tip arhitekta, ki je iz Amerike prinesel pravzaprav te nove principe gradnje nebotičnika. To je bila najvišja hiša na Balkanu, temeljena na nekih sodčkih protipotresnih, bom rekel, nek blazen gradbeniški dosežek, zelo čislen, bom rekel, pred vojno. Potem pa seveda kot arhitekt preziran, ne? Potem ga je, bom rekel, mislim, da ga je nova oblast celo za en čas zaposlila kot portirja v nebotičniku, ne? Pač neko ponižanje, in ga pol poslala na gradnjo, pokazni na gradnjo železniške proge Brčko Banoviči, ki je potem tudi zbolel in umrl. Ne? To je pač nek tragičen primer. Zdaj, pač, da se vrnemo nazaj, ne? Pravzaprav je, bom rekel, vsa ta moč obnove, ne? V jugi pa v Sloveniji po vojna je bila v gradbenih podjetjih. Ne? In oni so pravzaprav obnovili državo. Ne? In pač vloga arhitekta je bila tukaj, bom rekel, v drugem planu. Ne? Je pa res, ne, da je treba povedati, da je slovenska arhitektura, ne glede na to, ne, da mi danes rečemo, mi smo majhni, ne, kot narod. Mi smo bili majhni tudi v času Jugoslavije, ne, smo bili majhni, smo bili manjšina, ki je pravzaprav, bom rekel, igrala vodilno vlogo v državi, kar se tiče tehnologije, arhitekture, inovacij, vsega tega. Ne? In jaz mislim, da danes je še zmeraj dovolj tega znanja ostalo in da imamo dovolj tega materiala za graditi naprej. Se to konec koncev izkazuje iz uspešnih podjetij v Sloveniji. In tukaj, po moje, leži ta spor arhitekti, gradbeniki, ne? V Sloveniji. Ne? Pač nek kliše z arhitekta pomeni, kdo je arhitekt, tisti, ki vozi luksuzne avtomobile in se druži z lepimi ženskami. Ne? Zdaj, jaz poznam malo takih arhitektov v Sloveniji, ne? Da bi dosegali ta standard. No, saj so, ne? Ampak je v bistvu arhitektura je pravzaprav neko trdo delo, ne? Če ga delaš, bom rekel, pošteno. Težava s to arhitekturo, da je, bom jaz rekel, potratna dejavnost. Ne? Za dobro arhitekturo narediti je res potrebno enormno število ur. To se tudi vidi na razdelilnikih, ne? Tistih na tabelcah, na projektih, koliko pač ur porabiš za neko arhitekturo, pa koliko recimo za ta isti projekt porabi recimo prisotnosti na projektu gradbenik. Ne? Jaz nočem nič zmanjševati vloge, jaz bi si želel, rekel, vrhunskih gradbenikov, tipa, ne vem, tako kot je londonski Ove Arup. Ne? In jaz sem prepričan, da so taki v Sloveniji in se tudi vidi, ne, saj vidimo, recimo, ne vem, dela raznih podjetij, ki presegajo slovenske okvirje in so zelo uspešni. Pri tem je pa res, ne, zdaj spet imam monolog, pa me boste prekinali kaj. Ne, dobro ti gre v bistvu. Jaz mislim, da je, ne vem, BIM, ne, tisto prejšnje vprašanje, pa standardi, pa v bistvu ta, bom rekel, nomenklatura, ki drži, v bistvu te BIM zadeve. Nekje, ne vem, par let nazaj sem jaz na enem takem simpoziju in še zmeraj držim do tega oziroma stojim za tem, da bi BIM morali bom rekel, upeljevati postopoma. Zato, da se pridobi kritična masa. Zato, da čim več ljudi to začne uporabljati. Seveda, da to narediš, moraš pa zadeve poenostaviti, ne. Mogoče te bom pa res prekinil zdaj, ampak se čisto v celoti strinjam s tem. Ne? Se mi zdi, da smo, ali pa da se je nasplošno ta BIM, ne vem kako je odzunaj, no, ker ne poznam, ampak vsaj tako, kot se Sloveniji zdi, ne, je postala to ena taka ogromen stroj nečesa, ne? Producirano takšni in drugačni dokumenti, procedure levo-desno, ne? In to konec koncev precej izključuje neke male projektante, neke male arhitekte, ki tega ne morajo zvoziti, no? Ali pa ne želijo na koncu tudi. Ja, ne vem, jaz sem pač imel, recimo, kako sem jaz začel z BIM-om, ne? Seveda sem imel težave, ker sem pač to silo, to sem želel.
To je bilo tam okoli, recimo, ne vem, kdaj je bilo to 2014, 2015, da sem začel to bolj intenzivno izpostavljati pa promovirati. Takrat mislim, da je Pilon pripeljal arhitekte iz Zajede, to je nek biro iz Singapurja z 500 arhitekti, ki so začeli te stvari kazati. In ko smo se pogovarjali, so pač nekateri, ki so bili na tem uvodnem sestanku, ker sem jaz tudi predstavil svoj del, ko pač on predstavi sebe, pa ti predstaviš sebe. In pol mi je rekel, ta arhitekt iz Zajede, rekel, pa vse to vi že delate. Na kar je pač podjetje, s katerim sem sodeloval takrat, so bili presenečeni, ker pač so rekli, ja, ampak sej ne to, ampak nekaj drugega, tako da to so pasti BIM-a, Jaz sem pravzaprav BIM začel delati za eno, oziroma predlagal sem, pa sem pol tudi naredil to na skrivaj. Bil je nek posel za prenovo nekih bencinskih servisov, mislim, da je bilo 20 bencinskih servisov, nekaj takega. In takrat pač seveda eno od pravil BIM-a je, da tisto, kar ponoviš večkrat enkrat ali pa tisto, kar ponoviš dvakrat, se že splača zautomatizirati. In takrat pač sem jaz rekel, ok, 20krat bomo šli skozi to, dajmo narediti v bistvu workflow tak, da se, bom rekel, delajo avtomatsko izvlečki, predelnih sten, tlakov, keramičnih ploščic, spuščenih stropov, kljug, koškov, pač vsega tega, dajmo to parametrično narediti neke schedule, zato da se to avtomatsko naredi in bomo pač to delali po tekočem traku. In smo to tudi naredili. Seveda smo se pred tem zmenili z popisovalci, kakšen je vmesnik, kako hoče oni te, bom rekel, podatke zajemati. In je recimo po nekih 2 ali pa 3 projektih, bom rekel, je to teklo kot po olju. In to je nek tak primer, recimo, majhnega biroja, majhnega projekta, kako se to, bom rekel, kako se BIM splača. Zdaj, na nivoju države, seveda, jaz sem prepričan, da bojo v roku parih let, bom rekel, odgovorni na zbornicah, pa bom rekel, na državnih inštitucijah, pravzaprav sami prišli do tega, da pač ne vem koliko, več tisoč arhitektov, ki vlaga projekte v gradbeno dovoljenje, seveda bi z lahkoto imeli zelo neke poenostavljene BIM modele, kjer bi avtomatsko in urejeno in standardom vnaprej določeno predpisovali neke osnovne, bom rekel, vrednosti, kot so velikost parcele, bruto površina, neto površina, odmiki od parcelnih mej. Pač to vse bi lahko z BIM modela zajemal, in to bi bil nek, bom rekel, katalizator, ali nek katalizator, ni ta pravi način, pa neko orodje za to, da to začnejo vsi uporabljati. Ni pa to noben bav. Pač to je 3D model, ki je povezan z bazo podatkov, oziroma na katerega lepimo karakteristike pač vsakega tega gradnika, in to je, bom rekel, definicija BIM-a. Zdaj, kaj pa z njim delaš? Bom rekel, pa kdo ima koristi od tega, je pa druga stvar. To sem pa čakal, v bistvu čisto cel podcast, pa sem se sprašal, ali bi sploh načel to temo ali ne. To je pa nekaj, kar sem si zapisal že takrat po tem predavanju na CBIM-u in sem tudi Matevžu rekel, če se spomniš, Matevž, kaj je zdaj BIM, a se spomniš? Ja, res je, pa še tle zapiske, ti sem našel, ker si to dejansko zapisal, to je bilo prišlo v tistem pogovoru, mislim, da je ven. No, to mi pa ležalo na duši čisto cel podcast in sem dejansko tudi iskal vmes in sem tudi jaz našel to. No, to pa moram reči, da s tem se pa ne strinjam. BIM ni, mislim, ne prilepimo mi nič na 3D, ampak v bistvu BIM je baza, iz katere pa tudi 3D ven izhaja, pa je noter vse še ostalo. Z drugim se pa lahko samo strinjam, in sem tudi hotel reči, v bistvu, da to bi bil tudi čisto v redu zaključek. Se mi zdi, to je bilo tudi recimo delno vprašanje, ki sem ga hotel postaviti. Veš, a so modeli, ki jih delaš, recimo temu BIM modeli, ali so 3D modeli. Skratka, ampak mislim, da te bomo morali še nekajkrat povabiti, zato ker si poln nekih anekdot in lepih zgodbic. Ampak ja, tle se mi zdi, da je tak malo vprašanje, kaj je to, ali je 3D plus informacije, ali je BIM kot proces, pa ven iz tega pade 3D. V tem smislu nekako,
vsak vleče neko zgodovino, ne? Pač temu ne morem temu pomagati, ne? Pač jaz sem, bom rekel, ne vem, kako bi temu rekel, že senior, ne? Jaz sem začel z maketami, zato sem tudi povedal, ne? Moj workflow je, ne vem, zdaj še anekdota, ta isti stric, ne, ki je inženir v BMW-ju, moj, ne, ki je na pol Slovenc, na pol Nemc, en od njegovih rekel je, ne, nemščina je najlepši jezik na svetu, potem je pa pauza, potem je pa naslednji stavek za Nemce. In v bistvu je odgovor na to tak, to je v bistvu moj workflow, ne. Jaz začnem v bistvu modelirati stvari pa postavljati, ne. Takrat v tistem začetnem delu, takrat še ni BIM-a, ne. BIM je v toliko, kolikor je pripravljen moj BIM template, s katerim začnem delati, ne. To pomeni, da imam urejene layerje, da imam poštimane property sete, da vem točno, kam gre, ne, da imam materijale poštimane, da se to avtomatsko, da je ta avtomatika vgrajena v ta osnovni file. Ampak generacija, ne, ta genesis tega je pa model, ne. Ti pač najprej narediš, ta pamet pride pol kasneje, ne. Jaz kasneje pol polinkam pa naredim, ne. Dosti često, namreč križ arhitekta je, da na začetku prekrazno, bom rekel, ti imaš projekt in v 14 dnevih investitor pričakuje ful enih dobrih slik, pa ful enega materijala, zato da bo on potem, da ga ti prepričaš, ne. In takrat moraš pač biti sposoben to narediti. Moraš biti sposoben tudi, tako kot je rekel Lapajne, ne, tiste luknje. Moraš biti sposoben prikazati tudi tiste luknje, ne. Ali pa recimo to, arhitekti smo povezani z umetnostjo, pa slikarstvom, pa z glasbo, ne. Vsi vemo, da dobra slika je tista, ne, skozi katero vidiš, ne, skozi katero vidiš tudi tisto, kar ni narisano. In tukaj je ta umetniški moment, ne. Ti moraš na začetku pravzaprav postaviti ali pa predstaviti nekaj, kar še ni, kar še bo, ne. In v tem smislu je pač moje videnje tega, tako kot sem povedal, ta workflow, jaz naredim, bom rekel, telo, ne, pač pride objekt, na katerega pač potem kasneje, seveda skozi ta workflow, ga skrbim za njega, ga zalivam, ga razvijam, dodajam, delam pač vse tisto, kar delam z njim. A bo v redu razlaga? V bistvu je to dobro, da sem kar malo jezen, ampak... Res je, v bistvu, sem hotel komentirati, mogoče to pride zaradi usmerjenega izobraževanja, ampak dobro, kakorkoli že, ne. No, to je pa drugo, to je pa moj drug komentar, da sem prestar za ta pogovor. Ne, ti si premlad za ta pogovor, ja. No, ne, jaz mislim, da je, to je ta debata, ne. V bistvu, jaz mislim, da je treba preseči to tradicionalno razmišljanje arhitekt, gradbenik. BIM, ne BIM, no. BIM, ne BIM. V resnici vsi smo del enega procesa in v bistvu sodelujemo na njemu in v bistvu jaz lahko z gotovostjo povem, da če jaz ne bi z celo plejado odličnih gradbenih inženirjev sodeloval v svoji karieri, tudi ne bil tak arhitekt. Bom rekel, s tako paleto projektov, kot sem jih naredil. Zdaj mogoče še neka taka zgodba, recimo v enem, poleg teh predorskih objektov, pa teh, bom rekel, zgodovinskih objektov, ki sem jih delal, ne, se pravi, ne vem, to so predor Šentvid, predor Markovec, predor Karavanke, drugi tir, železniška postaja Ljubljana, to so taki, bom rekel, večji razvpiti, pol so pa pač zgodovinski, Cerkev Svetega Frančiška, palača v Sežo, cerkev v Spodnji Slivnici, hiša za vlak, pa potem do nekih takih, kot je bilo recimo prenova letališča Cerklje. Vsega tega pač seveda ne bi bilo in ko sem bil v kontaktu z arhitektom Pfistererjem iz GMP-ja, to je spet en tak velik nemški biro, ki ima 500 arhitektov. Med drugim so pač delali tudi ljubljanski stadion, seveda ne samo ljubljanski stadion Plečnikov, ampak tudi stadioni so njihova specialiteta, tudi berlinskega, ne, pa znani Hitlerjev stadion, prenova tega. No in je on pač pol prišel, ko smo delali skupaj, rekel, pa vi ste čudni, je rekel, kako? Pač pri nas, če delaš stadione, delaš stadione, ne. Kako zdaj to pri vas, ti delaš malo to, pa delaš malo pa delaš, ne vem, vse stvari, ne. Pa sem si rekel, to so prednosti majhne države, ne. Sicer si slab plačan, ampak lahko veliko delaš. Recimo tudi taka anekdota je bila, da je kolegica, ki je delala
v mojem timu, je bila Portugalka, Leonor Coutinho, ona je, bom rekel, iz Ljubljane pošla direkt Normanu Fosterju, v znani biro. No, in so potem s Fosterja mene klicali čez en mesec, in so rekli, kako je to možno, pač, ali ta ženska laže, ali res delala na vseh teh projektih. Sem jaz rekel, ne laže, res je, res delamo malo delamo tunele, malo delamo letališča. Malo cerkve zraven. Ja, in jaz mislim, da to je prednost Slovenije. Prednost Slovenije je to, da smo majhni, da smo tehnološko napredni, da smo pač neustrašni in mogoče, da smo, bom rekel, je to velika prednost, kaj Nemc se ne upa tako kršiti pravila, kakor se jih mi upamo. Mi si pa upamo, zakaj? Ker pravil nimamo, tako. Recimo, da je to pozitivna zadeva, ja. Damjan, jaz bi se s tabo rad še pogovarjal, ampak mislim, da bomo zgubili vse poslušalce za naslednje oddaje, če bomo tole oddajo raztegnili na 2 uri. Tako da bi jaz na tem mestu počasi zaključil, zaradi tega, ker pa še na pozitivni noti smo trenutno, nič ne kritiziramo. Vedno na pozitivno. Jaz si bom vzel to pravico in bom se spomnil na te spet čez nekaj mesecev, ko bo spet kakšna debata pametna, ker sem izjemno užival trenutno v tem pogovoru in teh zgodbah. Tako da bi pa pred koncem te sam prosil mogoče za kakšen naslov, kam te lahko poslušalci kontaktirajo za še več teh zgodb. Bom rekel, kontakti so na mojem webpageu www.si. Tam se lahko vidi te projekti, ki sem jih jaz imel čast delati v teh 22 letih. Drugače pa tam tudi vsi kontaktne informacije, tako da vsi vabljeni. Končal bi še pozitivno, malo tako, sladko-kisli rekel, ki ga jaz tudi dosti časa uporabljam, dim, ali pa nasploh življenje, tako kot Tetris, Gravitacija ne može nikoli podnesti, vse pade dol, lahko se pa potrudiš, da tiste kockice prav obrneš. Še ena udarna za zaključek. To je to za tole oddaja, ki se je začela malo drugače kot sicer. Mislim, da že dolgo nismo bili tako dolgi, kar je samo pozitivno, se mi zdi, zaradi tega, ker se tudi sekunde nisem dolgočasal. Skratka, poslušalci, če imate kakršnakoli mnenja, ste vsekakor vabljeni, da vam to sporočite na info@bimpogovori.si ali pa skozi objave na Facebooku, komentarje na YouTubeu, kakorkoli želite. Damjan, še enkrat res najlepše hvala, da si vzel čas. Ja, ni za kaj, hvala vam. Damjan in Robi, najlepše hvala za pogovor. Hvala.